Čau! Evo, tale video nastaja zato, da se začnemo malo bolj spraševati, malo bolj biti pozorni, malo bolj pogledati, kaj se zgodi, kaj izberemo, ko recimo smo nekaj želeli narediti, smo nekaj mislili, smo bili v nekaj prepričani in potem pridemo v stik tako ali drugače z nekom, ki ima drugačno mnenje in pa kar naenkrat se naše prejšnje mnenje, to, kar smo prej mislili, kar naenkrat se poruši. Se vam kdaj to zgodi? Naprimer, ste želeli iti nekam, naprimer, na izlet, na en krajši dopust, daljši dopust in ste imeli neko mnenje, mi všeč, ker se veselim, ker, ful bo dobro, ker. In potem se pogovarjate z nekom drugim in pove svoje mnenje v zvezi s tem izletom, s tem krajem, pač kamor ste namenjeni. In pol kar naenkrat se vaše stališče, pogled, mnenje v zvezi s tem, kaj ste premislili, kar se spremeni. In kar naenkrat začnete dvomiti, ma kaj če mogoče ima on prav, ma kaj če mogoče bo še, da ne grem tam, ja, res. Ne? Ker dosti krat v bistvu mi imamo nek naš pogled na nekaj. Misli, čustva, občutke, nekaj si mislimo v zvezi z nečim ali z nekom, ne? Ampak tako kot imamo mi nek pogled, isto tudi drugi. Enako tudi drugi imajo neko mišljenje, nek pogled v zvezi z nečim, ne? In to ne pomeni, da se morajo naši pogledi, torej to, kar jaz mislim v zvezi z nečim in to, kar nekdo drugi misli v zvezi z nečim, da se morajo skladati, da morajo biti enaki. Okay? Če mi je meni všeč, naprimer, iti na izlet v hribe, ne pomeni, da mora tudi ostalim biti všeč iti na izlet v hribe. Lahko nekdo ima rajši gozd, lahko nekdo ima rajši morje, lahko nekdo ima rajši polje, lahko nekdo ima rajši reko, karkoli, ne? Torej, kaj je to, da najprej sem jaz ful navdušen, grem v hribe, grem ne vem kam, in potem se pogovarjam slučajno z nekom in reče, kaj greš v hribe, ni to cool, ni to, ne? In potem začnemo dvomiti, kaj če mogoče res ni cool, sej res bo tako vreme, in potem začnemo iskati izgovore, da potrdimo mnenje in stališče od te osebe, ki nas je skušala ne namenoma, ampak pač s svojim pogledom, tako kot ta oseba misli, nas je skušala prepričati v svoj prav, v to, da ni cool iti v hribe, da pejdi rajši kam drugam, ne? Tako da, kaj se dogaja v resnici takrat? In kdaj se zgodi, ker se ne zgodi vedno, kdaj recimo, ko imate vi si želite iti v hribe in lahko vam 10 ljudi reče, ne iti v hribe in vi ste jaz grem v hribe, sem se odločila, mi je mega, jaz hočem iti v hribe in grem v hribe, ne? Kdaj pa pride kdo, ko pove svoje mnenje in pa vas ful prepriča, povleče not v njegov svet. Torej, kaj se takrat dogaja? Kaj je drugače takrat? Ljudje imamo ful različna stališča, ne? In ena so zelo trdna, ena pa so taka, danes mislim tako, jutri mislim drugače, recimo, ne? In ko pridemo v stik z nekom, ki ima ful močno, trdno stališče, ko je tako ful zgoščeno, takrat nas ful bolj pogosto lahko potegne notri. Kot pa če nekdo je menjuje mnenje v zvezi z izletom, mu ni pomembno, ne? Ampak nekdo, ki ima pa res ful trdno prepričanje, ki je ful zaverovan v to, ful res globoko tako misli, pa je ta njegova energija, ki jo oddaja ob tem, ko to misli, ko to pove na glas, tako močna, da nas lahko hitro potegne notri, ne? Tako da naslednjič, ko boste si nekaj želeli, ko boste imeli kaj v planu, ko boste kaj o čemu razmišljali in boste to delili z nekom, in vas potem kar naenkrat obrne, povleče nekam drugam, dajte se vprašati, kaj ima ta oseba ful močno stališče v zvezi s tem. In potem dajte gledati občutek v sebi, ne? Ker ko se mi vprašamo, vedno se dvigne energija telesa, tista neka lahkotnost, sproščenost, to bi bila resnica za nas, ali pa neki, ki nam ni glih to je naš ne? To nam telo tako sporoči. Tako da dajte se vprašati, ima ta oseba ful neko trdno stališče v zvezi s tem, in če je lahkotno, očitno ima. In potem jaz bi se vprašala, je doprinos zame, da grem to, kar sem si izbrala. Pa spet gledaj energijo, če je lahkotno, je če je teže, je ne. Ker lahko tudi kdaj se zgodi, da si skreiramo, da povabimo v naše življenje neko osebo, da nam bo predstavila, Maša, ni da greš tam, daj si pogledala,
In mogoče pa res, da je to res lahkotno, ker sem prej tisto, kar sem izbrala, bila pod vplivom nekoga, ne. Tako da ni, da zdaj je vedno, če menjamo mnenje, da to ni cool, ampak je pa fajn pogledati energijo, je fajn biti prisotni in pogledati, se vprašati, ok, kaj pa je zdaj tukaj, kaj jaz vem, je zame doprinos, da grem tam, da obiščem, kupim, se pogovarjam, plačam, karkoli pač v zvezi s čemerkoli se gre, ne. Tako da vedno je fajn pogledati, vprašati sama sebe in potem slediti energiji unemu našemu notranjemu zavedanju, feelingu. In če boste vedno sledili, boste vedno izbrali tisto, kar je za vas ok. In lahko so ob vas ne vem koliko drugih ljudi, ki razmišlja popolnoma drugače kot vi, če boste vi sledili temu, kar je za vas lahkotno, kar je vam všeč, boste vedno izbrali to, kar je. Pa tudi, če boste edini bili tam. Ma si vi mislite, da imate na voljo en, recimo, dajmo stati pri izletu, ne? Da imate zaiti na en izlet in da si vi zamislite, wow, lej, pač vam pride na misel neka lokacija z, ne vem, nekim pogledom, zdaj vseeno kakšen pogled, ampak na nek lep razgled in vi, ko pomislite na to, prav vaše telo se, ko se res prav sprostiš, ko si že tam, ne, in te vleče tam in pol nekdo reče, ma kaj greš tam brez veze, zakaj ne greš, ne vem, si pogledati uno mesto, ne vem, nekam v gužvo, ne. In ko ta oseba reče gužva in ti pogledaš energijo in si zamisliš, ok, da grem tam, da sem v gužvi, ni nujno, da ti je všeč. Lahko nočeš gužve, lahko da ti ni cool, lahko da trenutno tvoje telo in ti želiš mir. Tako da dajte se poslušati in lahko boste edini tam, ampak se boste imeli fajn, bo lepo, se boste napolnili. In naj oni se gužvajo, če jim recimo gužva ta trenutek rabi in ful ljudi in kaos in vse to. Cool. Lahko da boste vi tudi kdaj to izbrali, ampak če zdaj ta trenutek ni to doprinos, če vam ni lahkotno, ne izbrati. Izberite ono, kar je vam zabavno, kar je vam cool. Evo, vidim, da se vas je kar nekaj zdaj, ki vas je trenutno online. Če bi kdo rad kaj vprašal ali povedal, ali da načnem, da nekaj omenim, povem karkoli, mi hitro tik, natipkajte. Hitri prsti. Ja, drugače to sem vam želela predati, ne. Ne se pustiti, zdaj mi hodi italijanski izraz persuade je po angleško. Ne se pustiti, da vas premamijo, da vas prepričajo v nekaj, kar ni lahkotno za vas. Okay? Dajte vedno slediti samo sebi in samo tistemu, kar vi veste. In vedno boste fajn. Dobro, vidim, da ni vprašanj, noben nič ne tipka. Tako da imejte lep dan, ful je lepo, naredite si izjemen dan, karkoli boste počeli, vse je lahko lepo in lahkotno. Ne glede na to, ali delaste, ali vas čaka ful opravkov, naredite si, da vam bo lepo, da vam bo vmes zabavno. Hvala, da ste me poslušali. Naredite si lep dan. Čau, čau.